spoštovani obiskovalci današnje prireditve. Čez nekaj trenutkov se bo prireditev začela, zato vas vljudno prosimo, da izklopite svoje mobilne naprave. Da bo program potekal nemoteno, vas prosimo, da med prireditvijo ne ploskate nastopajoči. Če vas bodo navdušili, prihranite aplavz za konec. Hvala za razumevanje. Spoštovani obiskovalci današnje prireditve, lepo pozdravljeni. V zgodovini slovenskega naroda je bilo veliko ljudi, ki so s svojim delom pripomogli, da so dozorele sanje mnogih o samostojni državi. Veliko jih poznamo in se v njih učijo v šolah. Trubar, Prešeren, Cankar, Majster, Slomšek in še mnogi drugi. Žal pa so tudi taki, o katerih vemo bolj malo ali pa nič. In eden izmed njih je monsignor Janez Hladnik. Zato smo se odločili širši javnosti predstaviti njegovo življenjsko pot in delo. Letos praznujemo 25-letnico samostojne države. 200 let samostojnosti praznuje Argentina. Mineva 80 let, odkar je Janez Hladnik odšel v Argentino za dušnega pastirja slovenskim beguncem. Šel je kakor pastir za razkropljeno čredo. Po vsej Argentini je obiskoval slovenske rojake, ki so šli tja iskat viš zaslužka ali pa so se umaknili pred terorjem, ki ga je takrat izvajal fašizem na Primorskem. Po koncu druge svetovne vojne se pred komunizmom umakne v Argentino skoraj 8000 Slovencev. Tukaj pa je glavno vlogo imel prav Hladnik. Janez Hladnik se je rodil na Petkovcu 22. decembra leta 1902
v veliki družini 14 otrok. K svetem krstu so ga naslednji dan nesli v cerkev svetega Mihaela v Rovte. Otroštvo je imel v zelo lepem spominu in se je le težko sprijaznil z željo staršev, da gre v šole. K temu je pripomogla poškodba, ki jo je dobil med otroško igro. V zelo lepem spominu mu je bila farna cerkev in gospod Matevž Sušnik, ki je večkrat tudi obiskal njihov dom. V spominih opisuje napredek, ki ga je prinesel prihod gospoda Matevža v Rovte. Po njegovi zaslugi so se uvrstile Rovte med napredne kmečke vasi. Tedaj so dali cerkvi prenovljeno notranjost, tako, da je bila cerkev v Rovtah ena najlepših podeželskih cerkva ljubljanske škofije. Cerkev nam je bila kot nebeška vrata, polna svetlobe, lepote in veselja. Zato smo se otroci z izredno resnostjo pripravljali na prvo spoved, sveto obhajilo in na birmo, se je spominjal Hladnik. V tej cerkvi je bil tako krščen, v njej je opravil prvo spoved, prvo obhajilo in sveto birmo. Kasneje, 17. julija 1927, pa je imel še novo mašo. Pa si pogledamo, kako je do nje prišlo. Že prej smo omenili poškodbo noge, ki ga je spremljala od otroških let. Kot sam pravi, mu je večkrat prišlo prav, da mu kakega neprijetnega dela ni bilo treba opraviti. Dostikrat pa so mu tudi odsvetovali delo, ki bi ga rad opravil in se z njim postavil. Zato je bilo na koncu zadnja očetova beseda, šel boš pa amen. In tako je bil poslan v Škofjo Loko, stanujoč pri tujih ljudeh, v šoli in cerkvi, pa mu je še vedno odmevala pesem. V 4. razredu ljudske šole je napisal prošnjo za sprejem na gimnazijo v Zavod svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Prošnja je bila ugodno rešena. 15. septembra 1914 je opravil sprejemni izpit in bil sprejet. V letu 1915, ko Italija napove vojno Avstriji, je kot mnoge Slovence mobilizacija zadela tudi njegovega očeta. Vojni dogodki in naravno teženje narodne miselnosti so leta 1917 dobili javen izraz v tako imenovani Majniški deklaraciji. Za velike počitnice 1918 je bil na Trebenjem pri stricu, prav tisti čas 17. avgusta, ko so odkrili dr. Kreku spominsko ploščo v Šentjažu na Dolenjskem. Pripravljal se je počasi zlom tisočletne Habsburške monarhije. Avstrija je nezadržno umirala, tako se je vrnil v 5. gimnazijo. Preboj na Solunski fronti, poraz pri Verdunu v Franciji, tudi Rusija ni bila več v vojni, ker je bila v njej komunistična revolucija. Vse povsod se je rušilo. Zdrobila se avstrijska fronta na Pjavi, ne toliko zaradi italijanske akcije, temveč zato, ker so vsi avstrijski narodi položili orožje in se niso hoteli več bojevati za Nemce in Avstrijo.
Toda strah in groza. Italijani pravijo, da so zmagali, da so Avstrijo porazili in res so v zmagoslavnem pohodu hoteli osvojiti vso našo deželo. Tudi na Petkovec so prišli. Šele na poti proti Vrhniki so se srečali s srbsko vojsko. Italijani razen kokoši, jajc in mačk niso ničesar vzeli. Le redko se je dobil kateri, ki se je trkal na prsi, češ, da so nas prišli odrešiti. Živeli so na svoje stroške, še več. Bilo je njihove menaže toliko, da se je tisto zimo največ prašičev odebelilo s pomijami iz italijanskih kotlov. Italijani so se kmalu maknili iz Rovt in Petkovca, onstran Kalc pri Logaciju. Vsak poln spominov, vsi pa prekipevajoč domoljubja, so se tako zbrali v sedmi gimnaziji v jeseni leta 1920. En mal čez jezero, en mal čez Majnico. Kolikokrat so zapeli te besede in sanjali čez karavanke v Korotan. Vsi Slovenci so tedaj trpeli za Koroško. Študentovski izleti so vodili tja na Dino. Tudi Hladnikov razred je šel na izlet. Bili so navdušeni in je pesem odmevala na vse kraje. Pa so zapeli tudi srbsko pesem. Tedaj se nismo zavedali, da je bila ravno srbska navzočnost na Koroškem glavni vzrok, da smo izgubili oktobrski plebiscit leta 1921. Tako se je spominjal Hladnik.
končani gimnaziji v Škofovih zavodih se je odločil za študij gozdarstva na Zagrebški fakulteti. Tam pa je ostal le 4 dni, nato se vrne domov. Po Božiču je odšel k stricu Janezu in tam ostal do poletja. Ta čas pa je v njem zorela misel, da postane duhovnik. Čez poletje je tako delal na kmetiji, sredi septembra zvečer pa pove mami, da zjutraj ne bo delal, ker gre k maši. Po maši je šel v župnišče in naredil prošnjo za semenišče. Mati ni mogla skrivati solz, ko ji je v vrnitvi zaupal svojo odločitev. Bog bodi zahvaljen, je od veselja zajokala. V začetku se je težko učil, potem pa se mu je odprlo, kot je sam pisal. Tako je študiral celo časnikarstvo in je kasneje postal tudi dopisnik za Slovenca in domoljuba. Nam je cesar tudi zvonove pobral. Jokali smo za njimi, kjer so prelepo peli. Ko je bilo vojne konec, so zvonovi najprej zapeli v Rovtah, toda petkovec tudi ne sme ostati brez njih. In v juliju leta 1924 dobimo nove zvonove. Noč za nočjo so se zbirali fantje in dekleta in pletli vence. Hladnikova naloga je bila, da sprejme zvonove s slovesnim nagovorom. Seveda se je potrudil in množica je bila navdušena. Njegov prvi javni nastop je bil to. Nova maša je bila v Rovtah 17. julija 1927. Za geslo si je izbral: Glej, prihajam, da izvršim tvojo voljo. 14. augusta 1928 se je podal na svojo prvo službo v Metliko. Krepko me je zapreglo delo. Imel sem vsak dan po najmanj 3 ure šole in imel sem fantovsko organizacijo.
Skoraj vsak dan je bila maša zunaj kje na podružnicah. Vreme pa ni bilo vedno ugodno za hojo. Počitka sem malo užil. Po novem letu 1929 je začel pritiskati mraz. Bilo je 29 stopinj pod ničlo, skoraj cel mesec februar. Snega pa čez meter na debelo. Spet so se mu ponovile težave želodcev. Dolgo ni mogel zaspati in ko ravno zaspi, ga že zbudi trkanje po vratih. Odpre okno in vpraša. Kaj je? Nežnar gospod, bolnico imamo v vasi. Prosi, da bi prišli z Bogom. Jaz pa sem bil tako reven. Trepetal sem od mraza in se zvijal v bolečini. Imam voz, je dodal. Tudi če ga ne bi imeli, sem vzdihnil, kajti v takem mrazu je bolje hoditi, kot se peljati. Pa kaj sem hotel? Moja dolžnost je bila to in sem se kar hitro odpravil. Z Jezusom na prsih sem molil rožni venec z mežnarjem, ki je za nas krvavi pot potil. Pa sem si mislil, Gospod, ali je v to vključeno tudi, ki je za nas zmrzoval? Tudi sem slišal odgovor. Saj v tebi zmrzujem, če si res moj in če živim jaz v tebi. Si že pozabil, kako si doumel pred novo mašo moje mašne ženov? Ja, Gospod, mi je postalo lažje. Tako vpet v novi službi, ki ni bila samo delo za duhovno, ampak tudi za posvetno in gospodarsko rast, je bil zaradi svoje priljubljenosti, predvsem pri mladini, kmalu tudi politično angažiran. V to cvetoče versko in kulturno življenje pa je udaril kot strela z neba 6. januarja 1929 Živkovićev režim, ki je hotel končati z vsem slovenskim in tudi z vsem katoliškim. Žalostni so prišli fante k njemu in mu rekli, Gospod Janez, kaj pa sedaj? Takoj popoldne pridite vsi, ki morete, in na konjih. Taka je bila moja beseda. Bilo je snega do kolena. Ob eni popoldne se pripodi 20 fantov na konjih. Takoj je bil tudi moj namestnik. Mestna gospoda je bila deljena. Nekateri so z nami simpatizirali in bili navdušeni nad našim početjem, drugi so pa besneli. Zajahali smo ven med vinograde, kjer smo praznovali začetek naše borbe. Čez nekaj dni pride drugi udarec, ki nas je še bolj prizadel. Metliko so odrezali od Slovenije in jo priključili k Savski Banovini s sedežem v Zagrebu. Torej so nas prodali Hrvatom. Metliški kos Bele krajine je bil odtrgan od Slovenije. In še tretji sunik. Metlika je postala novo glavarstvo. Sres Metlika se je imenovalo po srbski besedi. Borba proti temu narodnemu zločinu, da so nas prodali Hrvatom, je dobro uspevala. Vsa Slovenija se je dvignila. Pa je prišlo prej, kot so pričakovali. Neki dan, ko se je vračal iz šole proti domu, mu nekdo priteče nasproti in pove, Gospod, pravijo, da smo spet pod Ljubljano. Poženem kolo, kar se je dalo. Makar, metliški oštir in politiki nasprotnik, sicer pa osebno moj prijatelj reče, vidiš, gospod Janez, kaj si naredil? Tu stoji, da so nas poslali nazaj pod Ljubljano. Držal je v rokah dnevnik Jutro. Ne tebi, ne Jutru ne verjamem. Hočem videti v Slovencu. Se menil in se pognal na pošto, kjer sem dobil svoj časopis. Res je bilo tako. Metliško glavarstvo je bilo spet dodeljeno Ljubljani. Pohitim k Makarju in zavriskam. Kaj noriš, kaplanček, pravi Makar? Ne norim, pač pa sem vesel in imam biti zakaj. Tako bom spet uriskal, kadar bom šel v Gorico, lahko brez potnega lista.
Takoj sem razposlal glas fantom, da morajo nocoj goreti kresovi po vseh vaseh. Kresovi v brk metliški jari gospodi, ki se je igrala slovensko krvjo. In res so goreli po vseh vaseh. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih graban. O letni vročini na strmela kmen, da tam si spočinjal samotni srci. Kjer potok izvira v skalovju gladan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, spominu mi je tvoj čar, zato pa te ljubim in bom te vsegdaj. In zadnja ura odbila mi bo, pod tvojim obzorjem naj spava telo. Kjer ptiči radostno naznanjajo nam, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Ki ga je izdajal duhovni svetnik Merkun, kateri je bil pohitev čez morja za množico Slovencev, ki so se selili v Argentino. Zvedel je, da je v Argentini mnogo tisoč Slovencev, da pa ni nikogar, ki bi jim povedal, kaj je Bogu v lastnem jeziku. Politična aktivnost v Metliki mu je nakopala nasprotnike, ki so si ves čas prizadevali za njegov odhod. Aktivnost pri pripravi volitev ga je pripeljala celo na zatožno klop, kjer je bil obsojen na 6 mesecev. Pokliče ga škof v Ljubljano, da mu predstavi položaj. Nato je bil premeščen v Zagreb. Dne 12. novembra 1933 se predstavi Slovencem v Zagrebu. Bilo jih je v mestu kakih 10 tisoč. Slovensko središče je bil Slomškov dom. V prostorih Slomškovega doma je bila tudi Danica, društvo slovenskih katoliških akademikov. Obstajala je poleg tega igralska družina, ki je pogosto prirejala odrske predstave. Njegovo delo je bila dušna skrb za vse Slovence in duhovno vodstvo organizacij. Imel pa je tudi delo časnikarja. Neki dan mi poštar prinese revijo Duhovno življenje, ki jo je začel izdajati selinski duhovnik Jože Kastelic za Slovence v Argentini. Torej se je le dobil duhovnik, ki je šel v Argentino. Tako je sedaj nepotrebno, da bi jaz še kaj na to mislil. Ko pa začnem revijo prebirati, sem kmalu sprevidel, da išče gospod Kastelic pomočnika. Pa dobim prav tedaj nenaden obisk. Bil je skopski škof dr. Janez Gnidovec,
nekoč moj rektor v Škofovih zavodih v Šentvidu. Le kaj ga je prineslo? Kmalu sem zvedel. Poznal me je in je prišel poskusiti, če bi me mogel pridobiti za Južno Srbijo. No, ta je pa lepa. Na vse kraje naj grem, vse povsod naj se potikam in vendar moj poklic naj bi bil od začetka kaplan in kasneje župnik, ki je v Sloveniji. Ljubeznivo sem ga odpravil, pa vseh teh znakov Božjega vabila ne zavrgel. Dve novici sta tiste dni pomembni časopise. Smrt kralja Aleksandra in mednarodni evharistični kongres v Buenos Airesu. Ta dogodek nikakor ni bil brez pomena, kajti vabilo gospoda Jožeta Kastelica mu je še vedno odmevalo. Prej kot v letu delovanja v Zagrebu je bil odpoklican. Iz Zagreba je prišel v Kostanjevico. Z župnikom sta si porazdelila delo. Njegovo je bila šola, prosvetno delo, katero je poživil z dejavnim dranskim odsekom in z ustanovitvijo knjižnice. Bila je to že tretja, ki jo je poklical v življenje. Prva na Petkovcu, v svojem rojstnem kraju, druga v Metliki. V juliju 1935 je bil na duhovnih vajah v Škofovih zavodih v Šentvidu. Po končanih duhovnih vajah stopi do škofa dr. Rožmana in mu reče: Preuzvišeni, ne bi hotel, da postanem žrtev pustolovskih sanj, a tudi ne bi hotel, da mi ostane očitek, da sem se izmaknil rokam Božje previdnosti. Že dolgo se mi vsiljuje misel na Argentino. Zaradi bolezni sem jo enkrat že pokopal. Toda sedaj na duhovnih vajah je spet tako vsiljivo stopila pred me, da ne morem mimo nje, ne da vas vprašam za svet. Kaj se vam zdi? Ali naj grem, ali naj te sanje dokončno pokopljem? Pa presodi gospod Škof. Gospod Janez, pojdite. Bil sem v Severni Ameriki in videl, da je duhovnik našim ljudem v tujini nujno potreben. Kar pripravite se. Gospod Kastelic vedno priganja, naj še koga najde. Vas je poslala Božja previdnost. Pojdite. O pripravah na pot v Argentino je od prijatelja sodnika izvedel, da se pripravlja aretacija. Ni očakal in jo hitro ubral proti domu na Petkovec. Čez 2 dni je dr. Korošec prevzel notranje ministrstvo. Drugi dan je bila objavljena amnestija, ki je rešila tudi njega. Brez skrbi se je vrnil v Kostanjevico, takoj stopil na glavarstvo v Krškem in dobil potni list za Argentino. Odločil se je za francosko linijo in proti koncu leta 1935 vzel karto za ladjo Masilja. Po Božiču in novem letu je skočil domov na Petkovec. Zbrali so se sestre, bratje. Zapeli so: v dolinci prijetni je ljubi moj dom, nikoli od njega podal se ne bom. Ni šlo od srca, ker ni odgovarjala resnici. Stopil je še do domače cerkve, poslovil se je od župnika in prijateljev iz Rovt. Od cerkve, kjer je prijel vse zakramente. Od te cerkve, kjer so tako nebeško lepo peli, od teh zvonov, katerih ni enakih na svetu. Nato je prišlo dokončno slovo. Že je bil naprežen konj, Peter z bičem na koleslju, mati s blagoslovljeno vodo. Pojdi v Božjem imenu, Bog in Marija naj te vodita. Vsako jutro bom pogledala na sonce in vsak večer na zvezde in luno in bom vedela, da jih tudi ti vidiš. Poslednji stisk roke in poslednja beseda. Mati, če Bog da, se čez 5 let vidimo. Pa jih je moralo miniti 4x5, da sem se vrnil na Petkovec. Zadnji teden pred odhodom je še enkrat obiskal Metliko in Kostanjevico, da se tudi tam poslovi. Poslovil se je od škofa dr. Rožmana,
ki mu je zagotovil, da je vedno dobrodošel, če mu tujina ne bo ustrezala. Ob 7 sem že udobno sedel na vlaku in tako odrinil iz Ljubljane 5. februarja 1936. Še pogled na Ljubljanski grad, pa sem krenil na daljno pot. Pa že smo drveli proti Brezovici in skozi gozdove. Spodaj je ležala Cankarjeva Vrhnika. In že je bilo to Lugaško polje. Gori me je pozdravljala poslednje slovo Petkovška cerkvica ter tajni odmev pesmi tolikokrat zapete, pa nikoli več ne grem s Petkovca preč. Solza mi je orosila oko. Domovina mi je nudila zadnji pozdrav, ples snežin. Kdo ve, če ga bom še kdaj doživel? Žalost Pot je načrtoval tako, da si je vmes ogledal znamenitosti v Trstu, Milanu, Parizu in tudi za postanek pri Lurški Mariji je bilo dovolj časa. 16. februarja 1936 ob 10. uri je ladja izplula iz pristanišča na pot čez Atlantik.
in Evropa je ostala za njim. Med potjo si je veliko časa vzel za učenje novega jezika. Zadnji dan vožnje je bila nedelja. Pot že ni bila več samotna. Počasi se je pričelo kazati obrežje z zgradbami, z nočjo so bili v Buenosareškem pristanišču. Imel sem nekaj naslovov. Upal sem, da me bodo čakali, to da bilo ni nikoga. Niti psa, ki bi me odlajal. Bridko sem občutil to. Zato sem se tem bolj potrudil pozneje, ko so prihajali brezdomci v Argentino. Tujega, zelo samega, tako neskončno samega sem se počutil, da bi kar zajokal. Res me je bolelo, da nisem našel živega bitja, ki bi mi prišlo stisniti roko v pozdrav. Vzel sem v roke molek in pri drugi skrivnosti obiskanje tete Elizabete sem doumel, da je tako tudi dobro in prav. Komaj sem zmolil molitev do konca, je minila moja otožnost in sladki srce zastavil v deželo pozabe. Revija Duhovno življenje, ustanovljena sprva kot priloga Slovenskega lista, se je leta 1934 osamosvojila. Ustanovitelj in prvi urednik je bil gospod Jože Kastelic. Pred prihodom v Argentino je izšla že 102. številka. Tudi Hladnik je revijo dobival že v Zagreb in Kostanjevico. 6. marca 1936 je izšla 103. številka, ta pa že pod njegovim vodstvom. Poleg tega je bil odgovorni urednik Slovenskega lista. Tudi v tistem tedniku je išlo mnogo njegovih črtic in slik, ki jih je posnel med obiski pri Slovencih. Leta 1939, 3. septembra po noči, je zaslišal kričanje časopisnih raznašalcev bolj glasno kot navadno. Začel se je vojni ples. Hitler je udaril na Poljsko. Zagomazelo me je po vsem telesu. Vedel sem, da se je požar vnel. In kje se bo ustavil? Ko je zjutraj prišel gospod Kastelic, sva preudarjala položaj, ki je nastal. Janez, le pripravi se na najhujše. Če ne bo že pred to zimo, bo gotovo drugo leto, ko pridemo mi na vrsto. To, česar ne razumem, je, kako je mogoče, da sta se Hitler in Stalin pobratila. V začetku marca leta 1940 se je v Andih smrtno ponesrečil gospod Kastelic. Tako je Hladnik ostal sam. Odmev vojne v Evropi je postajal čedalje glasnejši. Med rojaki je začela prihajati rdeča sata. Posebni oddelek pri policiji se je zaradi tega začel zanimati za slovenska društva in časopisje. Da bi se tedniku Slovenski list ne zgodila kakšna nevšečnost, ga je pokril svojo duhovno suknjo. Pisal je razna poročila in črtice. Ljudje so njegovo pisanje radi brali in tako je držal ta položaj vse do leta 1944, ko je Titova propaganda osvojila javno mnenje in se je moral umakniti iz uredništva. Na cvetno nedeljo, 6. aprila, so Nemci napadli Jugoslavijo. Ko je prebiral vojna poročila, je izvedel, da je bilo nekaj boja z Nemci na Dravi in še ponekod na slovenski meji. Italijanske čete so prodrle do Ljubljane, na to pa nobene informacije več. V juliju 1941 dobim pismo. Pisal mi je Franc Gabrovšek, moj novomašni govornik. Kako je doma, ne ve nič. On je odpotoval kot odposlanec Slovenske ljudske stranke v Jeruzalem. Pri bombardiranju Beograda je bil ubit dr. Kulovec. V Ljubljani se šopirijo Italijani, v Mariboru pa Nemci. Pavelić je pa razglasil svojo neodvisno Hrvaško. In še naročam, bodi na straži, verjetno te čakajo velike naloge, ki jih bo terjala od tebe domovina.
Domovina je ostala brez glasu. Sredi poletja 1941 šele dobi iz jezuitskih virov strahotno in obširno poročilo o divjanju Nemcev na Gorenjskem in Štajerskem. Nečloveško postopanje z duhovniki in inteligenco ter maščevalno pobijanje talcev. V mesecu oktobru izve za smrt svoje matere, ki je umrla 14. maja 1941. Pred odhodom sem mi bil obljubil, mati, čez 5 let se vrnem. V februarju 1941 je teh 5 let minilo. Mati me ni mogla več čakati. Poiskal sem sliko matere, v domači obleki z nazaj zavezano ruto. Na prvi strani duhovnega življenja sem jo objavil. Še jasno, kako se položaj razvija. Leta 1943 sem dobil glas, da je bil ubit moj brat Francel. Toda kdo ga je ubil? Istočasno so prihajale iz Severne Amerike poročila, ki so začela postavljati v senco generala Mihajloviča, sprva glavnega junaka. Začelo je prevladovati Titovo ime. Tudi ime partizani mi je bilo jasno znamenje z orientacijo. Beseda OF, Osvobodilna fronta, je ustvarjala zmedo poleg partizanskega imena. Šele ko se je ves dim razkadil, sem zvedel, da so ubili mojega brata Italijani. Toda v kakšnih okoliščinah? Na cesti blizu Petkovca so partizani napravili napad na italijansko kolono. Par strelov pa so napadalci izginili. Za seboj pa so pustili mitraljez, na katerem je bilo ime Francel Hladnik. Seveda so ga Italijani poiskali in ubili. Naš Francel je moral izginiti, ker ni hotel v OF. Medtem je vojna divjala naprej. Tukajšnji komunisti, ki so prvi 2 leti zagovarjali Hitlerja, so se kar čez noč prelevili.
Raje, kot da bi človek to razmišljal, sem molil. Sredi vseh teh pričakovanj, upanja ter strahu se je Hitlerjev zmagoslavni pohod v Rusijo ustavil. Sodelovanje ameriških, angleških in ruskih čet je Hitlerju začelo delati sive lase. Da ne bi komu storil krivice, je Hladnik s skrajno previdnostjo objavljal poročila v duhovnem življenju. Proti koncu leta 1944 so novice potovale bliskovito. Italijani so se že zdavnaj predali, Hitler beži iz Rusije. Zavezniki osvajajo Zahodno Evropo, Rdeča armada je pregnala Nemce iz Beograda. Minila je nato velika noč 45 in minil je maj, ne da bi mogel odkje dobiti kako jasno poročilo o tem, kako je doma. Slednjič dobi pismo Franca Gavroška, ki mu piše o kakih 20.000 naših ljudeh, katerim je pred komunisti uspelo pobegniti v Avstrijo in Italijo. Sedaj so po begunskih taboriščih in čakajo kot duše v vicah, kdo jim bo pokazal, kam naj gredo. Upali so, da se vrnejo domov, povratka pa nazaj ni. Tam jih čaka samo ječa in smrt. Po teh novicah se je začel na vseh koncih zanimati za možnost nastanitve slovenskih beguncev. Na uradu za priseljence je izvedel, da ne daje nobenih vselitvenih dovoljenj. Obrnil se je v Čile in Peru, pisal na ministrstvo Santiago in v Limo. Vse je bilo za manj. Kaj naj storim? Nekaj moram. Čutil sem, da šele sedaj prihaja name vsa teža moje dolžnosti, s katero me je Božja previdnost poslala v Argentino. Pol leta je brez uspeha poskušal. Argentinsko gospodarstvo je bilo v takem položaju, da je bilo vsako priseljevanje prepovedano. Po uradni poti ni bilo možnosti priti do kakega visokega predstavnika na ministrstvih. Zato je poskusil preko znanke in res mu je uspelo priti do ministra za javno zdravstvo, dr. Ramon Carrillo, ki mu je odprl vrata do perona. On sam ga je spremil v vladno palačo 20. novembra 1946. Kako pomembno, sem premišljeval, ko sem čakal. Medtem je minister Carrillo razložil Peronu vso mojo zadevo. Pokličejo me in pred menoj stoji sam Peron. Ter ves uslužen in ljubezniv pravi: že vem, zakaj pridete in vam dam častno besedo. Vsi, kateri imajo pogoje, ki jih določa ustava, naj pridejo, pa naj jih bo 10.000 ali še več. Takih ljudi mi potrebujemo. Tako se je končno odprla pot. Bil sem srečen. Takoj na to pa uvidel, da gre za res. Začutil sem novo skrb. Kam pa bom s 1000 teh ljudi? Prvo, kar sem jim sporočil, je bilo: naj se pripravijo na vsako delo, tudi na krampi cepin. Inteligentni naj kar pozabijo na svojo učenost. Tako se je delo za Hladnika pravzaprav z dovoljenjem za vselitev šele začelo. Potrebno je bilo dobiti prostor za namestitev, delo, finančna sredstva in vse za nov začetek naših beguncev. Začel je iskati primerna zemljišča. Glavno upanje mu je bilo, da bodo begunci dobili zaposlitev, da se bo dobil denar za plačilo. 21. januarja 1948 je pristala ladja Santa Cruz, ki je pripeljala največje število pričakovanih potnikov. Blagoslow
Vsa množica je navdušeno prepevala, zmagala si devica slavna, zmagalo kačjo pekla. Ko se je ladja bližala trdni zemlji in deželi, kjer ne bo več nevarnosti, da jih ugrabijo ali nasilno vrnejo v domovino. Naslednji dan je bila nedelja. Ta množica ljudi, ki je prišla, je pomenila začetek novega poglavja v zgodovini slovenskih izseljencev v Argentini. Za to nedeljo je dobil dvorano pri Sveti Juliji in tam zbral vse novo naseljence na ustanovnem občnem zboru Društva Slovencev. On pa se je omaknil na mesto častnega predsednika. Ljudje so dobili delo v Buenos Airesu in okolici. Treba je bilo torej misliti na lastne domove. Nekateri so se kar lotili tega in se začeli naseljevati zlasti okrog kraja San Justo. Imeli so pač denar. Toda kje naj ga vzamejo revne družine? Potrebno je bilo misliti na zemljo za skupno naselitev. Vedno je imel ta namen obrnjen pogled v Lanus, kjer je bila zemlja najcenejša. In res se je zgodilo. Zemljišča, kupljena na dražbi, so razdelili v gradbišča. Kmalu so začeli rasti slovenski domovi. V prvih mesecih 1948 so prišli iz italijanskih taborišč skoraj vsi. Toda bilo je tudi v avstrijskih taboriščih še približno 4000 beguncev. Na vselitvenem uradu je izvedel, da za sprejem beguncev iz Avstrije ni nobenih možnosti. Vloga za vlogo je šla v prazno. V enem izmed taborišč so skrbno pripravili ribniški pušec. To je šopek iz vsakršne suhe robe v miniaturi. Pa si misli, kaj če bi ta pušec poslal Eviti Peron, zraven pa še lepo prošnjo v imenu koroških beguncev. Rečeno, storjeno. Nikoli ni dobil odgovora. Res pa je, da se argentinski konzul 14 dni na to že oglasil v koroških taboriščih in se je potem uredilo vse potrebno. V novembru in decembru so bili večinoma vsi begunci v Buenos Airesu. Vsa leta po prihodu v glavno mesto Argentine je služboval kot pomožni kaplan po različnih župnijah, da se je lahko preživljal in zadostil zahtevam cerkvene oblasti. Kljub delu, ki so mu bila naložena, je še našel čas za delo z otrokom. Meseca maja 1950, ko je bilo glavno delo z migranti narejeno in so lahko njegovo delo nadaljevali drugi, se je preselil v najrevnejši del predmestja. Tam je bila kapelica svetega Jožefa, ki je dal krajevni župnik pridevek de Pompeo. Tam je hladnik zavral ledino. Gradnja cerkve, prosvetnega doma, šole, cest in vse ostale infrastrukture. Ustanovljena je bila nova župnija San José de Pompeo. San José de Pompeo je začel buditi pozornost tudi tistim, katerim za cerkvo ni bilo mar. Imel je pogum, ki je vedno najboljši, in upanje, ki ni nikoli zaman. Como habrá sido aquel hombre
Nehvaležnost je plačilo tega sveta. To sem seveda tudi jaz moral doživeti. Da se je le redko kdo tistih mladoletnih, katerim sem se podpisoval za varuha, prišel zahvaliti, to se mi ne zdi čudno. Njim se je zdelo, da je bil moj podpis samo formalnost. Za bolne, kateri niso mogli dobiti dovoljenja, da zapustijo ladjo, je bilo pač treba tekati okrog oblasti. Pa vendar sem pozneje slišal očitek, da nisem imel za njihovo stisko nobenega čuta. Bolj v živo pa me je zadelo to, kar sem doživel od nekaterih rojakov, ki so v slovenski vasi tako poceni prišli do zemlje, pa so mi potem podtikali, da sem na njihov račun obogatel. Računali so s povečevalnim steklom, koliko jih je zemlja več stala. V svoj račun seveda niso vključili nobenega pota, ki sem ga moral plačati zanje, pa zemlja za ceste in javne površine, ki jih je bilo tudi treba plačati. Zares me je zabolelo do srca, ko mi je leta 1952 eden od tistih očitov, da zato zavlačujem lastninske listine, da bi iz tega napravil dobiček. Niso pač vedeli, kako strašen boj sem imel, da sem dosegel na občini razdelitev. Seveda tako niso ne mislili, ne govorili vsi, bila jih je le peščica. Toda kar sem vsem zameril je bilo, zakaj da jim drugi niso trdo stopili na prste. Kako je mogoče, da par kričačev ustvarja javno mnenje? Ko je prišel leta 1957 škof dr. Rožman na svoj drugi obisk, je blagoslovil dom in temeljni kamen za novo cerkev. Da bi spor poravnali, so tudi mene postavili na častno listo in me imenovali za častnega člana slovenske vasi. Jaz sem to počaščenje odklonil. Najprej naj me operejo obrekovanja, potem bom pa sprejemal časti. Dokler pa sem v očeh nekaterih izkoriščevalec in tat, pa nočem sprejemati nobenih priznanj. Nikakor nočem s tem v slabo luč postavljati rojakov slovenske vasi, ki tega ne zaslužijo. Dobro vem, kateri so bili, ki so velikodušno vedno bili zraven, kadar sem jih kaj prosil. Zato povem, da sem bil na dnu srca vedno globoko hvaležen rojakom, ki so mi vračali dobro z dobrim. Pozneje se je vse seveda lepo poravnalo. Eden za drugim so se mi ponižno približali na razne načine in tako povedali, da jim je žal onega početja. Naše planine, hribi doline, gozdovi zeleni, lepo razdeljeni. Pridi nazaj, domači svoj kraj,
22 let je minilo, odkar je prišel v Argentino. Povsem naravno po takem času, da se mu je zbudila želja, da obišče svoj daljni ljubi dom. In tako se je po 22 letih odpravil na prvi in edini obisk domov. Prepotoval je Slovenijo po dolgem in počez. Obiskal sorodnike, prijatelje, znance in vse svoje vtise podrobno opisal in jih po vrnitvi objavljal v duhovnem življenju. Leta 1961, malo po veliki noči, je prejel škofije naročilo, naj skliče za naslednjo soboto svoje farno občestvo, ker da bo prišel sam generalni vikar po važni zadevi. Sklical je torej ljudi. Prišel pa je sam škof in z njim njegov tajnik. Le zakaj nekaj bi šlo? Pa spregovori škof monsignor Šel. Pogosto sem bil že v Pompeju in vsakič mi je obisk nudil obilo notranjega zadoščenja. Zrasla je v Fari nova šola, zida se novo župniško poslopje, celo nove župnije se tu ustanavljajo. Vsa čast vam vernikom, pa tudi čast vašemu župniku. Danes prihajam med vas v posebni zadevi. Odslej ne boste imeli več gospoda Janeza. Navzoči so se vznemirili in misli škof župnika vzeti in ga postaviti ali vam. Škof ljudstvo pomiri in nadaljuje. Odslej boste imeli za župnika monsignorja Janeza Hladnika. Sveti oče Janez 23. je povišal vašega župnika v monsignorja za velike zasluge, ki si jih je stkal najprej kot slovenski seljenski duhovnik in nato kot župnik svetega Jožefa Pompeju. Nato ga škof povabi k besedi. Dejal sem, preuzvišeni, gotovo te časti nisem ne želel in ne pričakoval. Toda, če mi sveti oče to odlikovanje podeljuje, sem mu za to pozornost hvaležen. Zbranim vernikom pa sem dejal, ne mislite, da bo sedaj v Fari kaj drugače. Najprej vas bom prosil in nadlegoval za sodelovanje in žrtev, vi pa se zavedajte, da je bilo priznanje v moji osebi podeljeno vsej Fari. Na delo torej za Božje kraljestvo. Seveda si šolske sestre niso dale miru, dokler mi niso oskrbele monsignorske obleke. Nasmehnil sem se tej naglici. Osebno sem še tudi naprej rad v ponošeni obleki vozil samokolnico po župnijskem dvorišču. Bližnja slovenska vas pa je uporabila to priložnost, da se končno spravi z njimi. Izrabili so praznični dan 1. maja in mi pripravili slavnostni banket. Tudi moji verniki iz let pred drugo svetovno vojno so se hoteli izkazati.
Tukaj se spomini Janeza Hladnika, objavljeni v knjigi Od Triglava do Andov, končajo. Dobri 2 leti nato je Bog svojega zvestega služabnika poklical k sebi. Sam v svojih spominih večkrat omenja poškodbo na nogi. Večkrat je moral zaradi tega iskati zdravniško oskrbo. V aprilu 1965 se je moral podvreči operaciji. Le nerad je bil v sanatoriju svetega Jožefa v Buenos Airesu. Zato so mu zdravniki dovolili, da je v soboto 12. junija in naslednji dan prebil med svojimi farani, ki so ga dobesedno oblegali. V spovednici je prebil več ur, maševati pa ni mogel, ker ga noga ni več nosila. V ponedeljek 14. junija se je znova vrnil v sanatorij. Tam ga je v nedeljo 20. junija 1965 zadela srčna kap. Monsignorju Hladniku se je iztekla njegova življenjska pot. Ljubil je svoj narod, iz katerega je šel. Svojim rojakom, ki so izgubili domovino, je postal krušni oče. Po njegovem posredovanju je 8000 Slovencev dobilo upanje, delo in dom med argentinskim ljudstvom. Da bi jim pomagal, se je pogumno spoprijel z njih revščino in se je boril proti nerazumevanju in preziru, ki so ga bili od nekaterih spočetka deležni. K besedi vabim generalnega tajnika iz Selničnega društva Slovenija v svetu, gospoda Boštjana Kocmorja. Slovenski povojni izseljenci, ki so po zaslugi monsenjorja Janeza Hladnika prišli v Argentino, so v nekaj desetletjih uspeli iz nič zgraditi Slovenijo na tujih tleh. Danes so nam lahko zgled, kako premagovati težave v negotovih kriznih časih. Ustanovili so, kot je bilo rečeno, organizacijo Društvo Slovencev. Imeli so slovenske nedeljske maše, na katere so se vozili tudi po 2 uri v eno smer. S pomočjo slovenskih duhovnikov in slovenskih učiteljic so otroke pripravljali na prejem sakramentov in učenje slovenskih pesmic, kar je bil začetek zelo kakovostnih slovenskih šol. Z leti so ustanovili slovenske domove, kjer je kulturno
in versko življenje Slovencev v Argentini začelo cveteti. Ustanovili so slovenske gledališke skupine, ustanovili so pevske zbore, folklorne skupine, ustanovili so literarni krožek in nato slovensko kulturno akcijo. Ustanovili so mladinske organizacije in v njih gojili šport, petje, ples in gledališče. Vse to na prostovoljni visoko kakovostni ravni. Dobrodelnost in medsebojna pomoč jim je bila vedno zelo blizu. Ustanovili so Vincencevo konferenco, Zvezo slovenskih mater in žena ter 2 zavetišči. Čas možne vrnitve v domovino pa je prišel prepozno, saj so za Slovenci v Argentini uživeli v novi svet, kjer raste že 4. generacija. Vendar pripadnost slovenskemu narodu izkazujejo vse generacije, tudi tiste rojene že v Argentini. V času samosvajanja Slovenije so se z vsemi svojimi močmi, spretnostmi in vezami trudili in dosegli, da je Argentina med prvimi priznala slovensko suverenost januarja 1992. Naj bosta slovenska osamosvojitev in zavzetost vseh Slovencev v Argentini popotnica za boljši jutri vseh Slovencev. Hvala društvu Slovenija v svetu za povabilo, da smo lahko v teh prostorih predstavili našega rojaka, monsinjorja Janeza Hladnika, na katerega smo krajani rod še posebno ponosni. Iskrena hvala nastopajočim, ki ste se odzvali našemu vabilu. Hvala vam, dragi gostje, ki ste se danes zbrali. Posebna hvala za denarni prispevek podjetju Mizarstvo Janez Hladnik SP, OKK obdelava Kovin DOO, Jože Leskovec SP in krajevnih skupnosti Rovte. Hvala lepa nastopajočim, tukaj sedečim obrtniški mešani pevski zbor Notranjska pod vodstvom Janeza Gostiše. Kvartet Grm. Hvala gospodu Marku Finku. Hvala lepa za zvok orglic, Miro Božič. Hvala pritrkovalcem župnije Rovte.
Za besedo Janeza Hladnika Jože Gladek. Za slikovno povezavo je poskrbel Peter Hladnik. Za povezavo Matjaž Gvezda In Maja Nagodek. Po knjigi Od Triglava do Andov pa je povzel Jože Leskovec. Sedaj pa vabimo, da se nam pridruži in nam nekaj besed nameni dr. Zvone Žigon z Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Prosim. Večer sem skupaj, spoštovani, bom zelo kratek, če govor bom bolj hitro. Še enkrat spoštovani, še govor bom bolj hitro, da bom čim bolj kratek. Skratka, prinašam prisrčne pozdrave iz Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu in ministra Gorazda Žmavca, s katerim sva bila ravno pred kratkim v Argentini na obisku pri slovenski skupnosti, tam je tudi predsednik Borut Pahor. Oba sta se lahko na lastne oči prepričala, kaj se pravi slovenski čudež v Argentini. Ti ni čudež, ampak je sad trdega dela in zvestobe slovenstva, neomajne zvestobe slovenstva. Za vse skupaj pa ima velike zasluge tudi Monsignor Hladnik. Tako da ta večer je res kot neka vrsta pika na i temu doživetju, ki smo ga imeli obiskovalci v Argentini. In iskrene čestitke in zahvale organizatorjem Slovenije v svetu in pa izvajalcem, ki ste pripravili tako čudovit, tako slikovit, tako topel večer. Hvala lepa vsem skupaj in lep večer.